preprosto tradicija pomeni več kot pa birokracija. Moram reči, da mi je vsako leto veliko zadovoljstvo, veselje, da se odzovem vašem povabilu. Ne samo zato, da prepoznam ogromno energije in pa zavzetosti, ne samo za ohranjanje in nadgrajevanje vaših prvic veteranov, ampak predvsem za zavzemanje vrednot. In še kako lahko izrazim zadovoljstvo nad predstavljeno listo vrednot. Res, da je v naši državi vse dobro zapisano in da lahko v teh časih govorimo o dvigu blaginje ali gospodarskem napredku, ampak na področju vrednot pa bi težko sprejel takšno oceno in ja, prav je, ne samo da formalizirate te vrednote, prav je, da se vas glas sliši v javnosti, kajti kdo se bo pa oglasil o vrednotah kot tisti, ki so ustvarjali to državo in sodelovali in ustvarjali te vrednote, od katerih bi naj sedaj živeli. Tako da resnično v mojem imenu vodstva policije imate vso podporo, pravzaprav vas tako in tako ne obravnavamo kot nek zunan sodelujoči element, ampak ste del nas, del našega sistema, tako je bilo in tako bo tudi v prihodnje. Seveda se bom izkoristil to priložnost, da se vam zahvalim za vso sodelovanje. Kajti vedno pravim, da prijatelja spoznaš takrat, ko se nahajaš v kriznih časih, ko nam je bilo najtežje, ko smo se borili za naš status, za naše pravice, ste bili eni redkih, ki ste se odločno postavili na našo stran in tudi povedali svoje stališče. In z veseljem lahko ugotavljam, da sedaj gledamo malo z večjim optimizmom v prihodnost, da imamo boljše pogoje, seveda pa boj ni končan, tako kot ni končan vaš boj za ohranjanje vrednot. Vsi se zavedamo, da je ohranjanje vrednot tek na dolge proge. Nismo še dobili boja za ohranjanje vrednot niti iz druge svetovne vojne, kaj šele, da bi si zagotovili neko stabilizacijo teh vrednot, ki smo jih pridobili pred dobrimi 25 leti. In mene prav posebej veseli, da vsako leto v prvi vrsti med nami sedijo vsi predstavniki sorodnih, verjamem, prijateljskih organizacij, društev, kajti ravno enotnost nas, vas bo zagotovilo, da bomo nekako skupaj odvrnili tiste napade posameznikov ali pa interesnih skupin, ki pač izkoristijo trenutno stanje za neke parcialne interese, ki nimajo prav nobenega pomena za nacionalno identiteto in nobene veze za njo, ampak so podvrženi nekim drugim interesom, ki se ne bi smeli povezovati z vrednotami. Kajti vemo, da ta država ni nastala sama po sebi, ampak je plod težkih odločitev, poguma in pa žrtev. In seveda na vas tisto, kaj pa bo velik izziv za vas v prihodnje, da boste, in mislim, da ste tu prvi v tej vrsti, te vrednote uspeli prenašati na generacije, ki prihajajo za nami, in tudi na tem mestu bi se zahvalil kolegom iz Združenja Sever za aktivno sodelovanje pri naših mladih kolegih, pri ozaveščanju kolegih, ki vstopajo v naše vrste. Veste, da smo po dolgih letih stagnacije zopet zagnali valilnico policijskega kadra v Tacnu in seveda brez te ozaveščenosti, kako je nastala ta država, si tudi ne predstavljamo pripadnosti temu poklicu, v katerega vstopajo te nove generacije. Seveda se vedno v svojih stavkih poskušam izogniti besedi politika, ker pač imam zaradi vlastnih izkušenj svoje mnenje o njej, ampak zavedati se moramo, da tisti, ki poskušajo izkrivljati zgodovino, se mogoče premalo zavedajo tega, da so vse aktualne politike miljive, tečejo na kratke kroge, tradicija, vrednote in pa tisto, kar ste vi ustvarjali ste pa zgodovino, je pa nekaj neskončnega in zato tudi verjamem, da je končni uspeh na teh, ki sedite danes v tej dvorani. Seveda, da ne pozabim, počitniška dejavnost. Res je, dobršen del te dejavnosti se v preteklih desetletjih
tudi izgubil. Res je, da to vam mogoče ni znano, da že leto, dve bijemo bitko z Ministrstvom za javno upravo, ki hoče pod skupno okrilje tega ministrstva pridobiti vse počitniške kapacitete. In zaenkrat smo pa z našimi argumenti poskušali to zadržati v naših strukturah in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Moram pa vseeno povedati, da te počitniške zmogljivosti, ki smo jih ohranili, pa nikako niso polno zasedene, tako da tisti, ki se lahko izognete z gostitvam v dopustih in počitnicah, teh je pa kar nekaj med vami, predlagam, da izkoristite takrat, ko so te kapacitete prazne, seveda ste pa vabljeni in enakopravno obravnavani pri vseh vaših vlogah. No pa da ne bom predolg, seveda ne smem biti prekratek kot poročilo častnega razsodišča, ker prav je, da tisto poročilo najkrajše, kar kaže, da v vaši organizaciji ni konfliktnosti, da ste enotni, kar je zagotovo na prvem mestu tudi za vašo perspektivo. Vam na koncu želim uspešen zaključek današnje skupščine, uspešno delo v prihodnje, z moje strani pa sam zagotovilo, da vam bomo nudili vse, kar je v naši moči tudi v prihodnje. Hvala.